Pozdravljeni na pogovoru o zgodovini slovenskega literarnega prevoda oziroma natančneje o tej monumentalni monografiji oziroma zborniku člankov o zgodovini slovenskega literarnega prevoda, ki je nastal pod uredniškim vodstvom profesorice Nike Kocijančič-Pokorn. Da samo predstavim svoja dva sogovornika oziroma sogovornico in sogovornika. Nike Kocijančič-Pokorn je diplomirala iz francoskega jezika in književnosti in angleškega jezika iz prevajalske smeri. Nato je tudi magistrirala iz angleške književnosti in doktorirala iz literarnih znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2001 je prejela nagrado Evropskega združenja za prevodoslovje za svojo doktorsko disertacijo. V redu, hvala. Od leta 1993 je zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in to na oddelku za prevajalstvo. Tam zdaj deluje tudi kot redna profesorica. Raziskovalno se ukvarja s tematiko prevajanja v nematerni jezik in z ideološkimi vplivi na prevod in prevajanje. Je med ustanovnimi članicami in je tudi predsednica Slovenskega translatološkega društva Stridon in predsednica mednarodne mreže doktorskih prevodoslovnih programov IDTS International Doctorate in Translation Studies. Je tudi avtorica več monografij, med njimi Challenging the Traditional Axioms, Translation into Non-Mother Tongue in Post-Socialist Translation Practices. Moj drugi sogovornik je Erwin Küstler, avstrijski prevajalec. Je po izobrazbi zdravnik in slovenist, vendar se že praktično celo kariero se ukvarja s književnim prevajanjem iz slovenščine v nemščino. Med njegovimi najbolj vidnimi prevodi so prevodi Cankarjevih dram. Potem med zadnjimi prevodi lahko omenimo strip Meksikajnarji Zorana Smiljanića in Mirjana Pušavca, potem Menuet za kitaro Vitomila Zupana, Kronosovo žetev Mojce Kumrdej in mnoge druge. Leta 2010 je tudi prejel Laurinovo diplomo za prevajanje slovenske književnosti v nemščino. Leta 2020 nagrado Fabiana Hafnerja za prevod Kronosove žetve Mojce Kumrdej. Leta 2021 je pa prevod Zupanovega Menueta za kitaro bil razglašen na medijski mreži SVR na nekakšni best listi in na kanalu Eins je bil kot razglašen za knjigo meseca. Skratka, pozdravljena na tem pogovoru in bi kar začeli z vsebino, brez kakršnihkoli dodatnih mašil. Knjiga je bila izdana pri sozaložništvu Cankarjeve založbe in univerzitetne založbe. Sofinancirala jo je pa tudi Agencija za znanstveno raziskovanje Republike Slovenije. Skratka, imamo opravka ne zgolj s publicističnim pristopom, ampak dejansko z raziskovalnim delom. Treba je oba zvezka hkrati nekako enakovredno obravnavati. Zdaj pa, če bi kar začeli konkretno z vsebino, kaj najdemo v prvem delu in kaj najdemo v drugem delu? Jaz ne bom šla v podrobnosti. Aber zuerst, es ist eine besondere Ehre für mich hier zu sein und ich danke den Kuratoren dafür, ich heute hier unsere Geschichte der slowenischen Literaturübersetzung vorstellen darf. Deutsch ist nicht meine Sprache, daher werde ich nicht mehr quälen. And the protocol does not allow me to speak in English, so I'll continue in Slovene and I hope you'll enjoy it. Torej, knjiga, ki si jo tako lepo predstavil, je neko skupno delo. Je enotna, torej ni zgolj zbir prispevkov posameznikov, ampak ima neko enotno strukturo v vseh poglavjih.
Sodelovalo nas je pa kar 64 pri snovanju te monografije različnih avtorjev. V prvi knjigi poskušamo prikazati, kako se je v bistvu naša kultura, jezik in identiteta vedno formirala prek in s pomočjo prevoda. Naš prvi zapisan tekst, Brižinski spomeniki iz približno leta 1000, je prevod iz nemščine. Naši začetki književnega jezika, ki so nastali ob znamenitih prevodih protestantskih piscev v 16. stoletju, so večinoma prevodi, torej večino produkcije teh 50 knjig so prevodi, ki so bili mnogi izmed njih izdani v Tübingenu, kle v Nemčiji, ta povezava je pač stoletna. Naše prve posvetne drame so prevodi iz francoščine in nemščine, zopet prek prevodov se je uveljavljalo nove žanre, se je izoblikovalo jezik in mnogokrat tudi sporočalo v okolju prek prevodov, kaj smo. Kaj smo, to je še posebej značilno bilo znotraj diaspor, slovenskih diaspor, tako v Ameriki, Avstraliji, Kanadi, v zamejskem prostoru, kjer smo ravno s prevodi ven iz jezikov, ali pa ta dogodek zdaj je tudi nekaj takega, sporočamo svetu, kaj mi mislimo, da smo, kako naj bi nas ljudje sprejemali. Torej, kle v prvem zvezku gremo od teh začetkov pa tja do sodobnih založniških trendov, ki nam narekujejo tudi načine prevajanja in izbor besedil. V drugi knjigi pa imamo 19 stikov z različnimi jezikovnimi skupnostmi. Pogledamo, kako smo prevajali japonska besedila, pogledamo, kako smo prevajali v in iz nemščine, pa francoščine, italijanščine in tudi peržiščine in arabščine. Imamo celo eno poglavje posvečeno temu, česa ne prevajamo, pa bi morali prevajati, s katerimi kulturami se ne ukvarjamo. Potem imamo nekaj poglavij posvečenim tako imenovanim nacionalnim avtorjem, prevajanje Goetheja, Shakespearja, Manzonija, Cankarja. In na koncu pa, in to je bil en od namenov naše knjige, dajemo vidnost literarnim prevajalcem, ki imajo to izjemno močno narodotvorno, vsaj v našem primeru, funkcijo in predstavljamo 45 profilov izbranih, nagrajenih slovenskih prevajalcev. Izvolite, če ja. Laudacije so vedno zaželene, tudi vmes, predtem, potem, kadar želite. Skratka, ampak kako si ti in tvoji sodelavci prišli na to zamisel, ali obstaja kakšen vzorec v tujini, po katerem ste se zgledovali, kako ste nabirali sodelavce, z nekateri članki, jaz sem tudi eden izmed avtorjev članka, ampak recimo jaz se že dlje časa ukvarjam z eno in isto temo, to je prevajanje japonske literature v slovenščino, so pa tudi nekatere teme, ki so bile na novo popisane. Lahko recimo tukaj le pozdravljam tudi mojo kolegico, predsednico Društva književnih prevajalcev, ki je napisala prvi nek tak pregledni članek o zgodovini društva, to prej ni bilo napisano. Tako da je nekaj tem, ki so bile res, če rečem tako malo po domače, iz nule. A pa je kakšna tema, ki mogoče zdaj, če gledaš za nazaj, je mogoče izpadla, ker zadeva je kar impresivna, če človek prebere kazalo, ima občutek, da je res vse, ampak gotovo je še kaj, kar še ni, ne? Ja, ob iskanju tem smo v bistvu pregledali, kot sem rekla, 64 sodelavcev iz 19 različnih strok je sodelovalo, od vseh različnih filologij, pa tja do založniških ved, teologije, zgodovine. Torej, zajeli smo, meni se zdi, celotno humanistiko slovenskega prostora.
pri tem, da poudarjam slovenskega prostora, ker smo segli tudi v Graz in smo bili še posebej veseli doprinosa naših zamejskih raziskovalcev. Izseljenske skupnosti sta tudi vključili v Ameriki. Tako. Torej, kaj nismo, ob tem, ko smo izbirali, seveda poznali, morda v nekem trenutku moje starosti poznam ljudi, s čim se ukvarjajo, smo ugotovili seveda tudi, katere reči še niso bile narejene, medtem ko tiste, ki se nam je zdelo, da bi jih lahko za knjigo se dalo narediti, smo spodbudili avtorje, da so to naredili. David Maurin, na primer, je napisal 2 poglavji, eno v prevajanju iz latinščine in grščine in v prevajanju Homerja, in je na koncu, ko sva šla na kavo, je rekel, da kako je vesel, da je dobil tako zunanjo spodbudo, da je pogledal v to neizmerno bogatstvo in stoletno našo izkuščeno prevajanja iz antičnih jezikov, ker je odkrival neke pozabljene zgodbe žrtvovanj posameznikov, ki so celotno življenje posvetili prevajanju te vrste literature, pa v njih tako malo vemo. Ker so besedila ostala neobjavljena potem, ne? Tako, nekaj je bilo pač v času nemške okupacije izgubljeno, nekaj v času socializma, nekaj se je porazgubilo, kar tako, ko so avtorji umrli, ampak v bistvu smo odstranjali tančico z življenj nekih izjemno požrtvovalnih ljudi, ki so vso ustvarjali našo identiteto, kulturo, jezik in literaturo. Prav lahko rečemo, da je namen te monografije ravno to, da se vzpostavi literarni prevod kot res pomemben dejavnik pri gradniku slovenske kulture, če tako malo poenostavimo, ne? Ja, to je bilo zagotovo. Naš namen je bil ta, da pokažemo to vlogo prevajalcev v tem procesu, pa da damo vidnost prevajalcem. Nekako tako smo se že zavedali, da je prevod pomemben, ampak prevajalce same pa večkrat potisnemo v ozadje. In ravno pri teh raziskavah smo ugotovili, da od določenih vemo zelo malo ali skoraj nič. Obenem pa seveda nismo tako naivni. En od mojih namenov te zgodovine je, da se tudi zavemo, da prevod je lahko tako nekaj dobrega, lahko pa tudi je orožje v rokah represije, indoktrinacije, siljevanja nekega svojega pogleda na svet. Zgodovina cenzure prek prevoda je dolga in jo najdemo čisto v vseh zgodovinskih obdobjih, saj veste, kako močna je zdaj. S tem se nismo še, od tega se nismo poslovili. To je tema, ki recimo pri literarnem prevajanju sploh ni tako vidna na prvi pogled, ampak je ves čas nekako zmeraj v potalju ta, kako v bistvu lahko literarni prevod manipulira z javnostjo. O tem se veliko premalo govori, ne? Zdaj ti si začela s temi zelo natančnimi raziskavami o socialistični cenzuri, ne? Ja, ker sem socialističen otrok, ker me je to zanimalo. Nekaj je treba začeti. Ja, ampak seveda, čim greš pogledati v Avstro-Ogrsko, tam je bilo to zelo jasno, so bile cenzorske pisarne, ki so to uveljavljale. Zdaj gledam sodobno otroško literaturo, je tako cenzurirana, kot je bila prej, samo drugi elementi se režejo ven. To je nekaj, s čimer živimo. In prevod je način, kako se to na zelo mehek, zakrit način uveljavlja v družbi in vpliva na otroke. Je pa zanimivo tudi drugo, kar smo opazili na ravno tisti okrogli mizi o predstavitvi v Ljubljani, že junija. Nekateri znani prevajalci so bili tudi zelo prominentni jezikoslovci in so bili nekakšni jezikovni policaji. In se je izkazalo, da je nekateri, ali eden izmed njih, zdaj ne bom tukaj, ko se temu reče, špecov, obrekoval, je dejansko odgovoren za to res zelo striktno rabo oziralnega zaimka in oziralnih odvisnih stavkov, po domače povedan stavki, ki se začnejo s ki. Pač mi imamo zdaj to zelo v glavi, da ta ki se mora natančno nanašati na ono besedo prej, ker če ne, se bralec popolnoma zmede, ampak vsi vemo, da ni res, da je popolnoma razumljivo, da se ki nanaša na pač neko smiselno besedo pred tem. No, to se mi je zdaj kar zelo zanimivo, da je to zraslo na zelniku. Enega od prevajalcev, in kako prevajalci so zelo pridni
pri spoštovanju teh Ja, pravil. Ne? glede jezika so prevajalci bolj papeški od papeža, pravimo, ne? Se definirajo jezik kot tak. Ampak poleg tega, vseeno pa bi rada dodala, ni bil naš namen prikazati, kako je prevod lahko nevaren. Ja, želeli smo pokazati tudi to, ampak neka osnovna ideja, ki nas je spremljala pri snovanju te monografije, pa je bila, da ima prevod en velik etični potencial. In sicer, da lahko, tako kot je rekel Paul Ricoeur, na neki duhovni, kulturni ravni ponudi možnost temu, čemur on pravi, jezikovnega gostoljubja. Torej, da se odpremo za tuje kulture, za tuja mišljenja, za tuje zgodovine in naracije, ki lahko tudi nas gledajo v drugačni luči, kot gledamo sami sebe, in sprejmemo ta tujost kot gosta v svoj dom, ampak obenem nam prevod omogoča, da ohranimo to svojo različnost. To različnost, in to je, ne vem, Mešonik pravi, da je Evropa rojena iz prevoda in v prevodu, in prevod dejansko je eden najbolj učinkovitih načinov ohranjanja te pluralnosti, ki jaz mislim, za katero se moramo boriti. Ja, to je ta v bistvu svetovljanski pristop, ki ste ga poskušali nekako ohranjati, da ne bi zapadali v neko bolj nacionalistično sfero. Zdaj pa tukaj govorimo o slovenskem literarnem prevodu. Zdaj, kaj je zdaj ta literarni prevod? Kje je zdaj ta meja med literarnim in publicistiko ali čem drugim? Ker zajeta je tudi humanistika ali ne? Ali jaz sem malo površno prebral kazalo? Ne, torej, ja, naš namen je bilo narediti nacionalno zgodovino literarnega prevajanja in takoj smo leteli na težave, kaj je nacionalno in kaj je literatura. Literaturo smo definirali tako kot je Eagleton, zelo pragmatično. Tisto, kar določena skupnost visoko ceni. Kar pomeni, da smo zajeli tudi prevajanje teoretičnih filozofskih besedil in pa Biblije, religioznih besedil, ker so temeljna znotraj našega horizonta kulture. To, kar zdaj pojmujemo, da se nam zdi, da je literatura. Prevodi so za nas pomenili v bistvu objavljeni prevodi. V redkih primerih se obravnavajo rokopisna dela. V baročnem času zaradi razsvetljenske cenzure, šla v čisto drugo smer, je kar nekaj prevodov v samostanih ostalo v rokopisih, tam jih edino omenjamo, drugače se na objavljene. Ampak ta zadnja reč je pa nacionalna, tukaj bo kolega Köstler lahko še kaj povedal. Želja je bila, da naredimo nacionalno zgodovino, pa ne nacionalistično, da vam razložim, kaj vam hočem s tem reči. Slovenci, vi veste, smo najbolj zahodni slovanski jezik in skupnost, stisnjena med večje skupnosti, imamo na severu nemško, na zahodu italijansko, hrvaško na jugu in madžarsko na vzhodu. In smo živeli več stoletij znotraj Habsburške monarhije, ki je bila več jezikovna in ki je bila več kulturna. Potem pa 50 let v Jugoslaviji, ki je bila spet več kulturna in več jezikovna. In to je privedlo do neizogibnega mešanja, kulturnega mešanja. In zdaj, ko smo mi rekli, dobro, če govorimo o neki nacionalni zgodovini, se bomo osredotočili samo na Slovence. Kdo pa je Slovenec? Kako definirati to? In smo ugotovili, da ne moramo zgolj gledati na neki izvor, etnični izvor, ker je prav ob razpadu teh večjezičnih tvorb bilo zelo pogosto nacionalna identifikacija posledica samodoločitve, samoidentifikacije. Vam bom dala en primer, zgodovina so same zgodbe. Leta 18, ko je razpadla Avstro-Ogrska, je v Ljubljani živel Fran Miličinski, en naših znamenitejših literatov in pravnikov. In on je v dnevnik zapisoval ta burna dogajanja ob razpadu nekega imperija, ki je izgledal večen, in je govoril, kako se je dogajalo, kaj se je dogajalo v Ljubljani, torej
mestu v centru slovenskega etničnega ozemlja na sodišču. Je rekel, danes sem bil na sodišču, doktor Ambrožič je govoril nemško, doktor Haufen mu je odgovarjal slovensko. Torej, pravnik, ki je imel očitno slovensko priimek, se je odločil za nemško skupnost, medtem ko tisti, ki je imel nemški priimek, se je odločil za slovensko. Potem pravi, naslednji mesec srečam prijatelja, Nemca po rodu, iz Češke, Straka mu je bilo ime, nek jetniški kontrolor je bil. In prav, vedno sva se pogovarjala nemško, prav me sreča v Ljubljani, me nagovori slovensko. Ga vprašam, kako da govoriš slovensko? Pravi takole, imeli smo družinski posvet in smo se odločili, da smo od zdaj naprej Slovenci. To je torej ta neka naša mešanost in samoidentifikacija nas je tudi vodila pri tem določanju, kaj prevajamo in kaj v bistvu tudi jemljemo kot slovensko. Zajeli smo vse, kar je povezano s slovenščino, ali da se je prevajalo v slovenščino ali iz slovenščine in ne glede na to, ali je prevajalec ali avtor, lahko pokaže, ne vem, več generacij slovenskih prednikov. Ja, še eno vprašanje zate, potem bomo počasi se posvetili še drugemu gostu. A je kakšna tema, mislim, da sem že prej nekako na to namignil, ki recimo je ostala nepokrita. Zdaj recimo hot topic je zdaj umetna inteligenca in literarno prevajanje, ali lahko nadomesti ali ne, kje so meje. To zdaj mislim, da je vsak dan sta po 2 panela na to temo. Tudi mi smo imeli enega na društvu že maja. Je kakšna, mislim, očitno se tudi na področju literarnega prevajanja, ki izgleda tako zelo dejavnost, kakor da je, ne vem, taka, kakor da se nič ne dogaja, ampak očitno se bodo zadeve zdaj postavili na glavo, ne? Ja, ampak znotraj literature tudi obstajajo različne vrste literatur. Torej že število objavljenih besedil je tolikšno, da po moje slovenski literarni prevajalci ne bodo in ne zmorejo vsega prevesti. Za določene žanre menda strojno prevajanje odlično funkcionira, najbrž bi jim ti rekel pogrošni žanri, ne? Ampak te že do zdaj... Se ne reče temu literatura za široko bralstvo? Mi je všeč, da nisi rekel za ženske, ker je tudi en ta izraz čiklet, ne? Ja, torej tega je ogromno, ampak kadarkoli bo prišlo do tega, ko govorimo ravno o tem motu srečanja tukaj, kjer je potrebno neko poglobljeno, globoko branje, ko avtor poskuša ubesediti neko stvarnost na nov način, ko uporablja besede, ki niso bile uporabljene prej, ali pa jih postavlja v neka razmerja, ki niso ustaljena, takrat stroj odpove, a ne, ker deluje stvar, vendarle je stroj na nekih vzorcih, ki so danih naprej. Torej, inovativnost, jaz močno upam, bo vedno v domeni človeka. In kaj se bo zgodilo s to knjigo, ko bo prišla v elektronsko verzijo, ali bo umetna inteligenca začela krasti te članke? Hvala za to vprašanje. Torej, jaz sem zelo hvaležna vsem soavtorjem, da so pripravljeni dati to knjigo v prosti dostop. Čez 1 leto bo v prostem dostopu, že zdaj je spletna verzija, torej povzetki so na spletu, torej bo v prostem dostopu in sicer kot hiperbesedilo. Kaj to pomeni? Da naprimer, če berete o protestantskih piscih, boste lahko s klikom se povezali v digitalno knjižnico Slovenije in listali po faksimilah teh prvih prevodov. Zdaj, tisto, kar pa seveda nisem želela, je, da in nihče od nas ne želi podariti svojega življenjskega raziskovanja, mnogokrat so to pač leta v arhivih smo preživeli, da smo lahko par stavkov napisali, ne bi želeli, da bo to, da bi Microsoft se bogatil s tem, in smo
to je en tak morda jalov poskus, ampak knjiga bo dostopna pod generično dostopno verzijo 2.0, kar pomeni, da dovoljuje branje, dovoljuje, da lahko nekomu drugemu posredujete, ne dovoljuje pa nobenih predelav. Morda je to pot, na katero bi morali vsi stopiti, da zavarujemo tudi intelektualno lastnino tudi raziskovalcev in prevajalcev. Vsekakor bomo mogli biti vsi na tem področju zelo pozorni, kaj se dogaja z našimi besedili na internetu, v elektronskih verzijah. Zdaj bi pa se mi posvetili tudi tem izmenjavam, prevodnim izmenjavam z nemškim prostorom. Z nami je Erwin Köstler, priznani prevajalec slovenske književnosti v nemščino. Prej sem pozabil omeniti, da je prevedel zbrana dela Ivana Cankarja in Slavka Gruma in še nekoga, ampak to bomo tekom pogovora razrešili, ta problem. Skratka, ti si začel v zgodnjih 90-ih prevajati. Kakšno je bilo takrat stanje na področju prevajanja slovenske literature v nemščino oziroma v nemški prostor, avstrijski prostor? Kakšna je sploh razlika med tem? Sicer pa jaz mislim, da bo sogovornico to zelo zanimalo in jo vabim, da vskoči še s kakšnim vprašanjem. Also in den frühen 90er Jahren, als ich begonnen habe zu übersetzen, waren die Bedingungen eigentlich gut. Ja? Es hat schon sagen wir mal seit den 80er Jahren, seit den frühen 80er Jahren haben die zweisprachigen Verlage in Kärnten sehr viel übersetzt. Ja? Das hat es davor nicht gegeben. Ja? Es sind dann plötzlich, also neben diesem Kernprogramm, das diese Verlage sowieso hatten, was dann bedeutete, Kärntner slowenische Autoren und Autorinnen zum Beispiel, beziehungsweise Themen, die Kärntner Slowenen betreffen, sind dann Klassiker erschienen. Prežichov Voranc ist erschienen, es ist Cyril Kosmač erschienen, es sind alle möglichen Autoren plötzlich zugänglich geworden, von denen man vielleicht früher nicht so viel oder gar nichts wusste. Ja? Und als ich begonnen habe in den 90er Jahren, war die Situation eigentlich günstig, hier weiterzumachen. Ja, ich habe selbst auch begonnen mit einem Klassiker, mit Ivan Cankar. Das war für mich damals, ich hab damals Medizin studiert, habe übrigens nicht fertig studiert, bin kein Arzt. Aber ich habe damals Medizin studiert und habe noch eine Sprache lernen wollen. So war mein Zugang zum Slowenischen. Habe mich aber sehr bald fürs Übersetzen interessiert und man wird als erstes so einfach mit dem Bildungsgut konfrontiert. Das ist Prešern, das ist Cankar, das ist Kosovel. Und ich habe damals eben geschaut, was gibt es auf Deutsch zu lesen und habe selber begonnen zu übersetzen, nachdem ich gesehen habe, dass das alles schon sehr antiquiert klingt und zum Teil auch nicht richtig. Ja. Und so habe ich begonnen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein Buch und dann studiere ich fertig und dann werde ich Arzt. Ja, denkst du, ne? Das erste Buch ist so gut angekommen, es ist, ich weiß nicht wie oft, 2 oder 3 Dutzend Mal irgendwo besprochen worden, dass mich die Verlegerin damals von Drava, das war Helga Mračnikar, gefragt hat, ob ich nicht weitermachen möchte. Und so habe ich halt weitergemacht und irgendwann einmal ist es dann mehr geworden und immer mehr und das war dann die Entscheidung für den Übersetzerberuf. In unserem Zusammenhang ist ja vielleicht wichtig zu sagen, dass, sagen wir mal, meine Karriere gestartet hat im Minderheitenbereich der Kärntner Slowenen. Und das ist in gewisser Weise sehr typisch für die Vermittlung slowenischer Literatur in den deutschsprachigen Raum generell. Ja, ich weiß nicht, soll ich einen kurzen Exkurs machen? Es ist ja
Du hast vorhin angesprochen, also welche Bedeutung Übersetzungen hatten für die Konstituierung einer Nationalliteratur. Ja, das ist nicht nur bei den Slowenen so, das ist ein generelles Faktum. Das gilt immer, das ist auch in der deutschen Literatur so, ganz besonders in der deutschen Literatur. Also da haben die Autoren seit dem 18. Jahrhundert unglaublich viel übersetzt. Ja, und gerade so in der Zeit der Aufklärung, Frühromantik, da werden dann auch kleinere Völker entdeckt, wie zum Beispiel die Slowenen. Ja, es gibt dann vielleicht irgendwo eine Anthologie oder irgendeine Publikation, wo dann ein Gedicht zu finden ist und da steht dann drunter slowenisches Volkslied oder etwas in diese Richtung. Ne? Das war lange Zeit so irgendwie das Paradigma, nachdem slowenische Literatur transportiert wurde, aber nicht das einzige. Ja? Gerade in der Zeit, Ende 18. Jahrhundert, beginnt nämlich die slowenische Literatur auch selbst sich als weltliche Literatur zu etablieren. Sozusagen sind es die Anfänge eines slowenischen Literatursystems. Es gibt plötzlich einen slowenischen Literaturalmanach. Da drinnen findet man dann slowenische Oden, so diese klassische deutsche Form. Ja. Und mit der ersten slowenischen Ode gleich auch die erste Übersetzung ins Deutsche. Ja. Das war das Widmungsgedicht damals für diesen Almanach Pisanice an den Förderer, den Mäzen, der das Geld gegeben hat. Und man hat es dann auch gleich übersetzt, sozusagen für die österreichische Zensur. Das war irgendwie so diese, nicht nur eine Captatio Benevolentia, ich glaube, das war einfach auch notwendig. Ja? Man hat sich so irgendwie konstituieren müssen als eigenständiges Unternehmen. Also eigentlich 1780 oder 79 genauer gesagt, fängt das schon an. Da gibt es die erste Übersetzung ins Deutsche. Ich rede jetzt nicht von der reformatorischen, von den Reformatoren, die sowieso in beiden oder in 3 Sprachen geschrieben haben. Ja. Es ist dann aber trotzdem, es hat nicht allzu viel Kunstliteratur gegeben, slowenische Kunstliteratur. Ja. Das gibt dann den Valentin Vodnik, wo das anfängt, irgendwie ein bisschen volkstümlichere Lyrik zu schreiben. Und aus dieser Literatur hat man wieder sozusagen die volkstümlichen Themen genommen und hat sie bearbeitet für ein deutschsprachiges Publikum. Ja, gibt es so diese Began Mont-Lamberger, diese Dinge. Ja, also da hat man so, aber mit einem philologischen Interesse. Man wollte also den Philologen in Europa sozusagen, die Deutsch sprechen können, den Slawisten, auch den tschechischen und den slowakischen und so weiter, wollte man etwas an die Hand geben, sozusagen aus der slowenischen Literatur. Ja, die erste wirklich namhafte Übersetzung slowenischer Literatur ist auch auf Volkslieder konzentriert. Das sind die Volkslieder aus Krain von Anastasius Grün, Anton Graf Auersberg, bekannter unter seinem Schriftstellerpseudonym. Der hat 1850 in Leipzig einen Band herausgegeben mit Übersetzungen slowenischer Volkslieder, der übrigens sehr erfolgreich war. Also da hat es dann plötzlich eine Nachfrage gegeben nach ähnlichen Werken, beziehungsweise überhaupt nach slowenischen Volksliedern. Zeitschriftenredakteure haben das nachgefragt. Ja? Und wer hat das in der Regel übersetzt? Natürlich Slowenen. Ja? Der erste große, sagen wir mal, nach Vodnik, so der erste große, wirklich große Dichter, Prešeren, Nationaldichter, ist nach sein Todestag ist heute der Nationalfeiertag, ja, der 8. Februar. Der wurde von Anfang an übersetzt, in den 30er Jahren schon, aber nur auf regionaler Ebene und nur für Zeitungen. Ja? Es hat dann bis 1900 hat es keine einzige Buchpublikation gegeben mit Übersetzungen Preschierens. Doch, es hat eine gegeben, aber das war Sam Haber, das war eigentlich eine Dichterbiografie, wo Gedichte eingestreut waren. Ja, aber so richtig ein Lyrikband, das hat es nicht gegeben. Und 1900 hat man das gemacht, zum 100-jährigen Geburtstag, und da hat man aber dann sehr schwache
Übersetzungen eigentlich zusammengestoppelt. Ja. Und trotzdem ist aber Prešern dann irgendwie so zum Muster geworden, zum Stellvertreter für die slowenische Literatur. Das war ein Name, den hat man gekannt. Er ist sogar mal aufgenommen worden in eine Weltliteraturanthologie. Und damit hat sich's aber gehabt. Ja. Das war im Prinzip, hat der Name Prešern für die ganze slowenische Literatur stehen müssen. Und es haben sogar die Herausgeber von Anthologien irgendwie geschrieben, außer Prešern gibt es ja nichts. Ja, was natürlich nicht stimmt. Ja, und dabei ist es eigentlich ziemlich lange geblieben. Also das ganze 19. Jahrhundert hindurch, ein bisschen vereinfacht natürlich alles jetzt gesagt. Die erste wirkliche namhafte Prešern-Übersetzung stammt aus dem Jahr 1936. Das ist von der zweisprachigen Autorin Lili Novi in Ljubljana. Auch da können wir jetzt wieder fragen, wie war ihre Identität, wo hat sie sich selber verortet? Ja? Sie war deutschsprachige Autorin, aber sie hat auch Slowenisch geschrieben. Ja? Schwer zu sagen. Also, ne? Ist auch eigentlich nicht unsere Aufgabe, das zu bestimmen. Ja? Es gibt ja, wie wir wissen heute, jeder Mensch hat viele, nie mehr als eine Identität. Ja. Naja, es hat dann 1900 ist Ivan Canka aufgetreten mit seinem ersten Prosaband. Da kann man ganz einfach sagen, also mit Canka erreicht die slowenische Prosa europäisches Niveau, wenn man das ein bisschen herunterbricht. Und Canka ist von Anfang an übersetzt worden von seiner Kollegin Zofka Kveder, die in Prag gelebt hat damals. Und sie hat deutschsprachige Übersetzungen für Prager deutsche Zeitungen geschrieben und hat auf diese Weise zwischen der slowenischen und der tschechischen Moderne vermittelt, was auch sehr interessant ist. Aber auch Zofka Kveder, wieder eine slowenische Autorin. Ja, es gilt das Ähnliches wie für Prešern. Canka wurde dann eigentlich zum Platzhalter für die slowenische Literatur bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, das erste Canka-Buch ist 1929 erschienen, das zweite schon ein Jahr später. Also die haben relativ viel Aufsehen erregt damals, diese Bücher. Die haben aber nicht dazu geführt, dass über diese zwei Bücher hinaus mehr transportiert wurde in den deutschsprachigen Raum. Ja? Also man hat dann eigentlich, als ich begonnen habe mit Canka in den 90er Jahren, hat man ihn nicht gekannt. Man hat gewusst, es hat einmal ein Buch gegeben, das haben dann die Wiener Sozialisten 1970 aufgenommen, weil Canka war Angehöriger der Sozialdemokratischen Partei der Südslawen. Und die haben dann dieses Buch in dieser alten Übersetzung neu aufgelegt. Das ist auch ganz interessant. Ein ideologischer Grund, warum man einen slowenischen Autor in Wien neu aufgelegt hat. Hat aber keine Breitenwirkung gehabt. Ja. Naja, und nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Sache ein bisschen, also vielleicht sollte ich sagen, also in all den Jahren von 1780 bis 1945 hat es insgesamt nicht einmal 30 Buchpublikationen gegeben mit Übersetzungen slowenischer Literatur. Ja, da waren dann einige Anthologien auch dabei, die dann unter dem Titel Jugoslawische Anthologie gelaufen sind. Da war dann meistens ein Gedicht von Prešern oder ein Prosatext von Canka drin, das war's. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird es dann ein bisschen bunter, das Ganze. Also ich mache das jetzt sehr kurz. Ja. Es war in den 60er Jahren war wichtig, da ist so das Übersetzen von Lyrik stärker forciert worden. Da war sehr wichtig das Forum Stadtpark in Graz, ein Dichter namens Alois Hergot, der dort mitgearbeitet hat, und der war mit Kaja Tankovic in einem engen Kontakt, und über diese Verbindung sind nicht nur Veranstaltungen dann im steirischen Herbst zustande gekommen, sondern eben auch eine ganze Anzahl von Publikationen, meistens dünne Bände, die aber irgendwie so auch sehr persönlich waren. Also auch Alois Hergot dann geschrieben über seine Reisen nach Slowenien und so weiter.
Man hat gekannt in den 60er Jahren Kovic, einige Autoren aus diesem Umfeld. Man hat gekannt Eduard Kozbek, der hatte in den 60er Jahren schon einen Lyrikband. Man kannte Tomasz Schalamun, man kannte Srećko Kosovel, der auch in Slowenien erst in den späten 60er Jahren richtig entdeckt wurde. Und darüber hinaus eigentlich nicht sehr viel. Ja? Und nur um das abzuschließen, es hat dann bis 1980 gedauert, als dann der Drava Verlag begonnen hat, eben mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, sag mal mit einer kontinuierlichen Übersetzung. Und dabei ist es dann lange Zeit geblieben. Also es hat der Drava Verlag noch ungefähr Drava, Visa und Mochoreva zusammen, ja, haben nach 2010 herum ungefähr 50% der Gesamtproduktion von Übersetzungen slowenischer Literatur geliefert. Ja. Heute ist es natürlich sehr, sehr viel breiter geworden, das Spektrum. Najlepša hvala za ta izčrpen ekspoze, res je zanimivo. Sebe poslušal. Nažalost nas je že počasi dohitel naš čas. Pa vseeno, Ervin, še eno vprašanje zate. Že večkrat nekako je v zraku pri teh prevajanju v nemščino, da nekako avstrijski prevajalci s svojimi prevodi, oziroma da avstrijski prevodi teže podrejo na širše nemško govorno področje. Kakšni so recimo tvoje izkušnje z recepcijo tvojih prevodov v Nemčiji, naprimer? A je to res tako nepremagljiva težava ali so res, bom rekel, kar po domače povedano, predsodki pred prevodi v avstrijsko nemščino oziroma v nemščino v Avstriji? Ja, über die sprachlichen Unterschiede will ich gar nicht sprechen, weil es gibt auch deutsche Verlage, die, sagen wir jetzt, einem österreichischen Autor oder auch einem österreichischen Übersetzer wie mir sehr viele Freiheiten geben. Es gibt auch andere, die dann sehr streng lektorieren und da dürfen keine Austriazismen und so sein. Ja, ich glaube, dass was die Wahrnehmung von Übersetzungen betrifft, sich gerade jetzt im Moment oder in den letzten 5, 7 Jahren unglaublich viel getan hat, ja, und auch tut. Ja, es haben sich neue Verlage gefunden, viele davon in Deutschland mittlerweile. Wir werden sehen, also wie viele dauerhafte Zusammenarbeiten sich daraus ergeben. Aber auch die Wahrnehmung österreichischer Verlage, es ist nicht ganz so einfach, wie du gesagt hast. Ja. Auch in den 90er Jahren mit Zanka, die ersten 3 Bücher, das ist heftigst rezensiert worden in der Zeit, in der Welt, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Überall hat man das gefunden, Neue Zürcher, überall. Ja. Auch andere Bücher natürlich. Kovačič war so ein Beispiel, der war 6 Wochen überhaupt auf der Bestenliste des ORF an erster Stelle oder so. Also solche Dinge gibt es. Ja. Es hängt davon ab, die meisten Literaturverlage in Österreich sind einfach sehr klein und haben deswegen auch wenig, sagen wir mal, wenig Mittel für die Promotion zur Verfügung. Aber wenn ich bei Tscholne veröffentliche oder so, hat es eine ganz andere Wahrnehmung von vornherein. Ja? Also ich hoffe, dass die Frankfurter Buchmesse irgendwie dazu beiträgt, auch die Produktion der kleinen Verlage vielleicht ein bisschen sogar zu suchen, weil es entstehen ganz wunderbare und tolle Sachen dort. A smem na to odgovoriti. Včasih, ko smo to raziskovali, smo ugotovili, da vendarle te prevodi, ki nastajajo pri manjših založbah znotraj diaspor ali pa izseljeniških skupnosti, so namenjene tem neposrednemu okolju. Slovenci na ta način tudi izražajo, slovenske založbe, kaj mi smo, prikazujejo, kaj smo, kaj dosežemo, kaj je naš horizont razumevanja. In če dovoliš, da zaključim kle v Kosovelovem paviljonu, moramo z enim citatom od Kosovela. Za goste, ki niso iz Slovenije, mi se identificiramo, k nam seže en obronk Alp.
In najvišji gora je Triglav, čez 2800 metrov ima in je naš nacionalni simbol. In Kosovel v neki pesmi zapiše, pod sivo, ime je pa Triglav, no, pod sivo triglavsko steno počivamo, naše misli onstran. In se mi zdi, da ravno prevajalci omogočajo nam in te, ki prevajajo tuj jezik, kot Ervin, omogočajo tujim bralcem, da sežemo onkraj teh svojih omejitev. Mislim, da počasi moramo zaključiti, ampak vse neko tako diplomatsko vprašanje. Kakšni so vajni načrti za naprej, kaj je v predalu leži, oziroma kaj je v delu in kakšni so še načrti za naprej? Ganz konkret, ich arbeite an einer Übersetzung für den Berliner Gugolz Verlag für nächstes Jahr. Das ist von Vitomil Supan, der Roman Levitan. Ja, bravo. Jaz pa k drugi založbi, k Radliđu, me pa zanima prevajanje v diasporah. Ampak to je za Ravtlič. Za Ravtlič knjiga prevajanja diaspor, kjer bodo močno reprezentirana tudi naša slovenska diaspora v Združenih državah Amerike. To bo tvoja monografija. Skupaj bomo, ja, bomo še povabili kakšnega drugega Američana. Novica. Čestitam obema za opravljeno delo in za načrte za naprej. Tako da hvala.